Hej, tukaj Sabina oziroma Mamina vrt in danes bomo govorili o tem, zakaj sem se jaz odločila, da ne potujem več eno leto z letalom, minimalno, in raje odkrivam Slovenijo. Bistveno je, da sem jaz lani na Tajskem ugotovila, koliko mi, ko potujemo, se pravi ta množični turizem, koliko enih smeti pripeljemo. Ne samo, da pač tam pustimo polno enih plastenk, hrano nam ponudijo v vrečkah, v plastičnih, riž recimo je bil zapakiran v plastično vrečko, zraven plastičen pribor, pijača v plastiki in vse to, ne samo to. Tudi to je, da ko mi se prevažamo do določenega kraja, recimo na Tajskem, je bilo to znano, na otokih so določene plaže zaprli, zato ker je bilo preveč množičnega turizma in v bistvu smo mi uničili tisti ekosistem, ki ga imajo živali v morju. Torej, se pravi, če mi množično nekam hodimo, s tem ne samo, da prinašamo tja smeti, uničujemo ekosistem s tem, da nas oni prevažajo z ladicami in vse to se nabira. In se mi zdi, da sam že to, da gremo z letalom z enega konca sveta na drugega, je ogromno enih odpadkov, bom temu rekla, ker so izpušni plini, pač res je ogromno enih smeti in vse to, ko se štejem, sem se jaz zamislila, a to v bistvu jaz uničujem življenje lokalnih ljudi tam. Recimo, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ki živijo tam, so rekli, da zdaj večinoma samo še furajo turizem. Zakaj? Zato, ker tle je denar. Oni so drugače včasih imeli pitno vodo, kar smo se tudi pogovarjali potem še z drugimi, da včasih je bila pitna voda, ker so jo imeli čisto, zdaj tega ni več. Ukvarjali so se z drugimi stvarmi, ukvarjali so se tudi več s kmetijskimi dejavnostmi. Zdaj večinoma delajo samo še v turizmu, pridelujejo palmovo olje, kar je spet, če pogledam cel kontekst življenja, v katerem živimo, spet samo za nas, da lahko jemo mi razne čokoladne namaze, razne izdelke procesirane, predelane, zato da dajo palmovo olje noter. V glavnem vse skupaj je tako povezan in jaz sem rekla, da bom temu naredila pač, temu rečem, eno pauzo. Se pravi, ja, jaz kot ena oseba, a lahko jih spremenim. V bistvu, če pomislim, jaz sama pač nekaj spremenim, zgleda malo, ampak če to o tem govorim, če o tem povem tebi, ki me gledaš, če mogoče še kdo drug začne tako razmišljati, pa verjem, veliko je takih ljudi na svetu, ki razmišljajo enako, potem ogromno spremenimo. Zato sem se odločila, da eno leto minimalno ne letim nikamor, kar je zame velik napredek, ker jaz obožujem potovanja. Potovala sem že kar nekaj in še bi rada, ampak zdaj bom res dobro premislila, kam bi šla in odkrivam Slovenijo. Trenutno sem v Beli krajini in tukaj pač spoznavam tisto, kar je v bistvu del nas, del pač Slovencev in se mi zdi pomembno, da poznaš svoje korenine. Žalostno pa je, da šele ko greš nekam ven, ugotoviš v bistvu, da ne poznaš svoje države. To se je meni zgodilo, ko sem bila na izmenjavi in ko sem delala kasneje tudi v Španiji, da v bistvu pismo, kam bi pa jaz predlagala ljudem, da ne grejo v Slovenijo. Ok, vedela sem Bled, vedela sem Piran, pa pač ta obalna mesta, to je pa to in dejansko drugih koncev Slovenije tudi videla nisem še nikoli. Tako da v tem letu sem že kar nekaj stvari videla, premalo sicer za moje pojme in še bomo šli okoli, ampak seveda zmerno, ker tudi potovanje z avtom je za okolje pač nek stres, tako da bom premislila, si naredimo nek plan in se potrudimo tudi, da zbiramo nastanitve, ki so pač okolju prijazne, recimo, da se da čim več nakupovati v svojo embalažo, sicer to seveda po vsej Sloveniji ni možno, ampak je pa ogromno recimo lokalnih pridelovalcev. Jaz sem tukaj dobila zdaj še vino, najdla sem maline, v glavnem pač, ko smo v nekem obdobju nekje, razmišljamo, kaj lokalnega lahko dobimo. Tako da raj raziskuj Slovenijo, potem pa še okoli. Je pa res, da še vsem to pomeni, da bom šla še jaz odkdaj izven države z letalom, ampak bom prej premislila, kam bom šla in pač, a se res plača iti, ker Slovenija je le najlepša, vsaj zame. Kaj pa zate? Povej mi, kam naj grem naslednjič, v kater konc Slovenije, kater kraj, čim več stvari me zanima, zato da si naredim plan za naslednjič, ko gremo družinsko nekam za ene 3-4 dni po Sloveniji. Hvala, ker si bila z mano, oziroma bil z mano, se vidimo naslednjič, pa čim več bo to zun. Čau!